Pozdravljeni! Ali veste, kaj je učil Jezus? Mnogokrat se kristjani, pa tudi drugi, ne zavedajo globine in teže Jezusovih besed. Poslušajte, kaj je rekel Jezus dvema fantoma. Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Kaj pomenijo te besede? Kaj pomeni fraza hoditi za menoj in kaj pomeni postati ribič ljudi? Veste, filmi prikazujejo Jezusove učence kot može že z malo sive brade in v poznih 40 ali zgodnjih 50 letih. Ampak to ne more biti dlje od resnice. Jezusovi učenci so bili mladi fantje v najverjetneje svojih 20 letih. Te besede je Jezus rekel v tem primeru dvema bratoma, Petru in Andreju. Bila sta preprosta ribiča. Zakaj sta se takoj odzvala? Hoditi za nekom je pomenilo v tistih časih eno točno določeno stvar, ki sta jo ona dva takoj razumela. Jezus je bil oblečen kot rabi, judovski učitelj, in kot je rabi rekel, hodi za menoj, je to pomenilo nekaj zelo, zelo imenitnega. Takrat so bili judovski otroci dokaj pismeni, vendar le tisti najboljši so lahko nadaljevali študij. Študirali so tako, da so se preselili k rabiju, judovskemu učitelju. In on jih je naučil vse, kar je on vedel in znal. Takrat učenec ni poslal pisnice za nadaljevanje študija, kot to počnemo mi danes, temveč ga je rabi opazoval in ko mu je rekel, hodi za menoj, je to pomenilo sledeče. Vidim potencial v tebi, vidim, da si sposoben veliko več. Imam vero vate, da boš vse, kar te bom naučil, predal naslednji generaciji. Verjamem, da lahko nekega dne postaneš tako dober učitelj kot jaz. Hodi za menoj. Wow, to je bilo povabilo. Takšnega povabila ni dobil vsak. Zato sta se Peter in Andrej takoj odzvala. V Evangeliju po Luku piše tako. Učenec ni nad učiteljem, toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Jezus je videl, kaj lahko postaneta. V njiju je videl blestečo prihodnost. Naredil vaju bom za ribiča ljudi, jima je še dejal. Vedela sta, kaj pomeni biti ribič po poklicu. Biti ribič ni vedno najbolj lahko. Kaj šele biti ribič ljudi? Kaj sploh pomeni loviti ljudi? Kaj je Jezus tam mislil? Biti ribič ljudi pomeni loviti ljudi z mrežo dobre novice. Loviti z mrežo evangelija je govoriti ljudem sporočilo nebeškega kraljestva. Jezus jima je rekel, usposobil vaju bom za glasnika nebeškega kraljestva in vsak, ki bo začel verovati temu sporočilu, bo postal del tega večnega kraljestva. Še več, Sveto pismo pravi, da vsak, ki sprejme živo vero v Jezusa Kristusa, se mu podeli Božja pravičnost. Poglejte, kaj še pravi Sveto pismo. Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa in sicer vsem, ki verujejo. In prerok Daniel še piše, razumni se bodo lesketali kakor sijaj neba. Ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso večnost. Kdo so v tej vrstici razumni? To so tisti, ki so razumeli in sprijeli sporočilo evangelija. Kdo so pa ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti? To so pa ti, ki so govorili evangelij ljudem okoli sebe dobro novico o večnem življenju v Jezusu Kristusu. Ljudje so slišali njihove besede in sprijeli vero v Jezusa Kristusa. Zato jim je bila podeljena Božja pravičnost. S kakšnim imenitnim pozivom je Jezus poklical Petra in Andreja? Ta poziv glasno govori tudi danes. Hodi za menoj in naredil te bom za ribiča ljudi. Jezus po Svetem Duhu govori tudi tebi in ti pravi tako. Uči se od mene in iz tebe bom naredil nekaj imenitnega, nekaj, kar si nisi predstavljal nikoli v življenju. Kakšen veličasten poziv. Tudi tebe vidim in te kličem, govori Gospod. Govori evangelij nebeškega kraljestva ljudem okoli sebe. Pripelji ljudi do Jezusa Kristusa, pripelji jih, da se jim lahko podeli Božja pravičnost, ker edino tako lahko prejmejo večno življenje. Najmanj, kar pa v tem trenutku lahko narediš, je to, da deliš to epizodo z vsemi, ki so ti pri srcu in želiš, da postanejo tudi oni del nebeškega kraljestva in vstopijo v večno življenje. Sem Andrej Zelenjak za Center Evangelij danes.